Glasovi svetov. Ko je bilo druge svetovne vojne konec, so, kot dobro vemo, oblast v Jugoslaviji prevzeli komunisti s Titom, Kardeljem, Džilasom, Rankovićem in še kom na čelu. Toda odkot so se vzeli vsi ti ljudje, odkot so prišli na veliki oder zgodovine? Prišli so kajpada iz gozdov, iz partizanov. Odkot pa so šli v partizane? In kako to, da so prav oni in ne nemara kdo drug v vojnih letih vodili upor proti okupatorju ter revolucijo? No, to pa je vprašanje, na katerega ni mogoče odgovoriti, ne da bi si prej podrobneje ogledali zgodovino komunistične partije Jugoslavije v medvojnem obdobju. Zgodovino, ki smo jo večji del že pozabili, če smo jo, po pravici rečeno, sploh kadarkoli dobro poznali. Zdi se namreč, da vodilni ljudje v povojni partiji niso vselej hoteli na dolgo in široko govoriti o dogajanju v predvojni partiji. To je ustvarilo precej veliko belo liso v našem poznavanju oziroma razumevanju preteklosti, ki pa jo bomo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, vsaj v grobem skušali zapolniti v tokratnih glasovih svetov, ko pred mikrofonom gostimo doktorja Božidarja Jezernika, nekdanjega dolgoletnega predavatelja na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo ljubljanske filozofske fakultete. Naš današnji gost namreč prav ta čas zaključuje obsežno študijo, ki jo v angleščini piše za mednarodno bralsko publiko, študijo, v kateri pretresa burno zgodovino komunistične partije Jugoslavije od njene ustanovitve aprila leta 1919 pa do propada prve jugoslovanske države aprila 1941. Do kakšnih zaključkov se je dokopal, bomo v pogovoru z doktorjem Jezernikom preverjali tja do 3. ure. Spoštovani gospod Božidar Jezernik, lepo pozdravljeni, dober dan. Dober dan. Menda je bila prva Jugoslavija ena najmanj industrializiranih med vsemi evropskimi državami. Človek bi si torej mislil, da v okolju, v katerem tovarniški delavke in delavci predstavljajo razmeroma majhen delež prebivalstva, komunistične ideje ne bodo močno odmevale. Marksizem in proletariat sta od 19. stoletja naprej pač tesno zvezana, ampak ni bilo čisto tako, Jugoslovanska partija je bila novembra leta 1920 na volitvah v ustavodajno skupščino precej uspešna, osvojila je, če se ne motim, približno 1/7 vseh poslanskih sedežev. In se torej sprašujem, kaj je pritegnilo volivce, ne pa tudi volivk, saj ženske niso imele volilne pravice v prvi Jugoslaviji. Skratka, kaj je pritegnilo volivce, da so volili za komunistično partijo Jugoslavije? Ja, to je vsekakor eno bolj zanimivih vprašanj. Odgovor, ki so ga do zdaj podajali avtorji, ki so nanj skušali odgovarjati, je ta, da je po prvi svetovni vojni bilo razširjeno po vsej Evropi revolucionarno razpoloženje, povezano z tem, da je vojna prinesla in prizadejala ljudem veliko gorja, da je bilo veliko porušenega, ogromno mrtvih. V vojni, ki je trajala več kot 4 leta, so ljudje živeli tudi skupaj v razmerah, ko so bili blizu drug do drugega in so tudi zaradi tega razlike med sloji posamezni se nujno zabrisale. In vsi so si želeli, da bi bila po vojni obnova kar se da hitra in obljube, da bo potem, ko bodo nastale nacionalne države, namesto nekdanjih starih imperijev, vse boljše, vse v redu, da bo mir in da bo blagostanje
so menda naredile svoje. Zdaj, jugoslovanske razmere so bile seveda nekoliko specifične. Po prvi svetovni vojni je nastala prvič v zgodovini skupna država južnih Slovanov. Ta država je nastala po principu takratnih nacionalnih držav na zahodu Evrope, Nemčija in Italija recimo sta bila taka zgleda, zlasti Italija. Vendar, ko je nastala Nemčija in ko je nastala Italija, so tam delali na eni strani Nemce, na drugi strani pa Italijane. Ko je nastala jugoslovanska skupna država, pa se to ni zgodilo, nihče ni delal Jugoslovanov. Najmočnejša stranka v državi, Narodna radikalna stranka, velikosrpska stranka, je bila namreč odločno proti temu, da bi v tej državi delali Jugoslovane. Oni so hoteli ustvariti na teritoriju Velike Srbije Srbe. V Vojvodini, Bosni in Hercegovini, Kosovem, ki so ga takrat imenovali Stara Srbija, Črni gori in v tako imenovani Južni Srbiji oziroma Makedoniji. To je seveda bilo izvajano z veliko terorja, ki je bil zelo brutalen, in ta teror je seveda povzročal odzive, negativne odzive. In eden od teh negativnih odzivov je bil izražen tudi v rezultatih glasovanja za ustavotvorno skupščino, saj je največ glasov Komunistična partija Jugoslavije dobila v Makedoniji in Črni gori, ki sta bili daleč najmanj industrializirani. Najmanj glasov pa je Komunistična partija takrat dobila v Sloveniji, ki je bila najbolj industrializirano področje te skupne države. To se pravi, da volivcev in volivk, ki jih ni bilo, ni mogla pritegniti neka marksistična orientacija, ampak jih je bolj pritegnila velikosrpska politika oziroma nasprotovanje tej politiki. Se pravi, je bil glas za Komunistično partijo Jugoslavije marsikje pravzaprav protestni glas zoper vladajočo politiko, vladajočo elito z njenimi hegemonističnimi težnjami, če vas zdaj dobro razumem, ne? Sam to tako razumem. Namreč, ko je nastala ta država, so po večjem delu države ljudje pričakovali, da ko bodo dobili Jugoslavijo, da bodo Jugoslovani. V Ljubljani je bila na velikem zborovanju, še prednje bila dejansko ustanovljena skupna država, razglašena Jugoslavija. Nekdanji ljubljanski župan Ivan Hribar, aktualni ljubljanski župan Ivan Tavčar, nadškof Anton Jeglič, vsi so rekli, zdaj imamo Jugoslavijo. Po drugih delih države je bilo podobno. V Črni gori so vsi želeli biti Jugoslovani. V Makedoniji so govorili stari Srbi, Hrvati, Slovenci so v mrtvaški postelji, zdaj bo ostaja krepek, mlad, nov Jugoslovan. Ampak Narodna radikalna stranka tega ni hotela sprejeti. Je hotela ustvarjati veliko Srbijo. In to je izvajala res z brutalnimi ukrepi in s ciljem osebne obogatitve. To ne smemo pozabiti, ne? Namreč vsi vodilni politiki so se v času te monarhije jugoslovanske zelo, zelo okrepili finančno. Recimo Nikola Pašič, dolgoletni vodja Narodne radikalne stranke, je prišel v politiko brez vsakih sredstev. Ko je umrl, je bil eden najbogatejših državljanov. Podobno velja celo za dinastijo Karadžordžević, ki je bila dokaj revna, ko je nastala skupna država. Ko je bil ubit
približno 15 let kasneje v atentatu v Marseju, kralj Aleksander je imel na bančnih računih širom sveta ogromne vsote denarja. Ta denar so dobivali seveda tako, da so svoje pozicije močno zlorabljali in to tako, da so izčrpavali finančno zlasti tiste dele, ki so bili po njihovih idejah del Velike Srbije. Najvišje davke v tej državi je plačevala Vojvodina. V Makedoniji, kjer je bila velika večina zemlje last muslimanskih begov in ag, so se te zemlje bolj kot ne brezplačno ali pa na pol zastonj polastili veliki večini vodilni politiki Narodne radikalne stranke. Tudi v Bosni in Hercegovini je bila tako rekoč vsa zemlja last beg in agov, ki pa so jo potem razlaščali v svoj prid oziroma prid podpornikov radikalne stranke. To je seveda nujno povzročalo odpor in nezadovoljstvo in tisti, ki je ponujal odpor in nezadovoljstvo in ki je bil privlačen za celotno volilno telo, je bila Komunistična partija Jugoslavije. Ampak, doktor Jezernik, v tem kontekstu moram vprašati, ne? Jugoslavija je bila od vsega začetka pravzaprav nekakšna krpanka, kaj ne? Sestavljena iz različnih ozemeljskih, narodnih entitet, ki so imele precej raznorodne zgodovinske izkušnje. Poglejmo recimo samo ta del prve Jugoslavije, ki je prišel iz nekdanje Habsburške monarhije. Ne? Poglejmo samo socialistična gibanja, ki so obstajala na tem območju. Ne? Slovenci smo imeli svoje socialistično gibanje, ne? Jugoslovansko socialdemokratsko stranko. Hrvati prav tako, Srbi prav tako. Ne? Se pravi, obstajale so 3 socialdemokratske, socialistične stranke, ki so se z zaostrovanjem mednarodnih razmer med in takoj po koncu Prve svetovne vojne premikale samo še bolj in bolj na levo. Ne? Ampak nacionalna ločnica med njimi je vendarle med Prvo svetovno vojno še vedno persistirala. Ne? Hočem skratka reči, ko nastaja prva Jugoslavija in z njo Komunistična partija Jugoslavije, ne, ta združitev se mi ne zdi nujno samoumevna. Namreč, da bo komunistom uspelo, ali socialistom, uspelo preseči nacionalne ločnice in se uspešno integrirati v eno samo zares panjugoslovansko stranko, no potem je pa tukaj še Črna Gora pa Srbija, kaj ne? Ja, to je nedvomno res, da so obstajale velike razlike v pravnih sistemih, v tradicijah, tudi davčni sistemi so bili različni, denarne enote so bile različne in človek bi pričakoval, da ko nastane nova država, da ta najprej poskrbi, da poenoti svojo zakonodajo, da poenoti denar, da poenoti davčni sistem in tako naprej. To se ni zgodilo. Zaradi tega, ker so bili voditelji takrat, ki so vodili vse to podjetje, bolj orientirani na svoje cilje. Oni so predvsem želeli izvrševati svoje cilje. V to državo so tudi vstopili z zelo različnimi pričakovanji, zelo različnimi interesi. Osnova združitve v to skupno državo je Krfska deklaracija. Podpisala sta jo Nikola Pašić kot predsednik vlade Kraljevine Srbije in Trumbić kot predsednik Jugoslovanskega odbora. Oba dva sta takrat imela v glavi
popolnoma različno razumevanje vsebine teksta, ki sta ga podpisala. In potem od tu naprej je bilo vse izpeljano in izvedeno tako, da so vsi akterji imeli vsak svojo idejo. Zakaj je temu tako bilo? To se mi zdi, da je zelo pomembno vprašanje. Ko so delali italijansko državo, so to državo delali visoki aristokrati in najbogatejši kapitalisti. Oni so delali Italijo ne zaradi tega, da bi se osebno obogatili prvenstveno, čeprav na koncu so se na ta račun močno obogatili, ampak da bodo opravili neko veliko zgodovinsko delo. Ne smemo pozabiti, da italijanska država, današnja, da je vsebovala še večje razlike kot nekdanja jugoslovanska država glede kulture, tradicij, medsebojnih vojn, recimo Pisa, Firence in tako naprej. Tudi jezik, so bile ogromne razlike, ampak oni so delali Italijane, ko so naredili italijansko državo. Se pravi, so vzbujali v ljudeh zavest, da je za njih pomembno to, da pripadajo italijanski naciji. Ko pa so delali jugoslovansko državo, je bila pa ideja teh, ki so bili glavni akteri, druga. Rekli smo že, ideja številnih, in to je, če pogledamo danes na prostor bivše Jugoslavije, mnogi gredo v politiko predvsem s tem motivom, da bodo iz nje išli premožnejši, kot so vstopili vanjo. Kaj pa so ponujali jugoslovanski komunisti? Dobro, očitno je bilo, da ljudje trpijo v kontekstu politike, ki jo je vodila recimo Srpska radikalna stranka s Pašićem na čelu. Tega niso hoteli, ampak na neki točki seveda samo glas proti, stališče proti ni dovolj. Treba je seveda ponuditi tudi nek, v narekovajih rečeno, pozitiven program. Zavzemamo se za to in to. Zakaj se je torej zavzemala ob svoji ustanovitvi Komunistična partija Jugoslavije? Ja, Komunistična partija Jugoslavije je ob ustanovitvi imela predvsem glavno idejo sovjetsko državo in priključitev Sovjetski zvezi kot ena od skupnosti v tej državi delavcev in kmetov. To je bila vodilna ideja. Namreč ta ideja je bila bazirana na dokaj naivnem razmišljanju, da samo če se ukine kapitalizem in se uvede nov komunistični oziroma socialistični sistem gospodarjenja, da bo za vse boljše. To v državi, kjer je bilo delavstva zelo malo, ker je večina živela od kmetovanja, to se pravi več kot 80% ljudi, in ki so bili majhni posestniki. Seveda je bila ideja, ki tako rekoč ni imela nobene šanse. Male posestnike prepričati, da se odpovedo svoji lastnini za skupno dobro, je nekaj, kar pravzaprav ni mogoče. Mislili so in so se dejansko takrat tudi zavzemali, da če bodo močno pritisnili na tako imenovane kapitaliste, da bo to pomenilo veliko izboljšanje za tako imenovani delavski razred. In so se za to prizadevali in v Jugoslaviji je bilo na stotine stavk v letu 19 in v letu 20, ki so pogosto bile izvedene po principu kar se da radikalno. Zahtevamo nemogoče, je bilo geslo, in ne zadovoljimo se s tem, kar je mogoče. Pri tem je država odgovorila večkrat tudi zelo nesrečno, z brutalno silo, recimo na Zaloški cesti v Ljubljani
je prišlo do streljanja ob železničarski stavki, 14 mrtvih je bilo tam, kar seveda je v ljudeh lahko vzbujalo samo nekaj občutja nezadovoljstva nadaljnega. In ko so recimo konec decembra 1920 komunisti organizirali stavke najprej v Rdečih revirjih v Sloveniji, konec decembra, ko je zima najhujša v državi, ki teče na premog, ki se ogreva na premog in kjer prevoz funkcionira na premog, kjer tovarne funkcionirajo na premog, ustavitev dobave premoga je seveda hud udarec. In ko so se na pobudo precej radikalnih komunistov pridružili še bosanski rudarji v več rudnikih v Bosni in nekaj malega tudi v Hercegovini, je seveda nastal resen problem za državo, ki je bila vodena iz vidika velike srbske politike, iz vidika pričakovanj po bogatenju pripadnikov te stranke in dejstvom, da bodo ljudje strašno nezadovoljni, če jih bo zeblo, če bojo tovarne po vsej državi nehale delati. Zopet je reagirala na način, kot je reagirala država, ki je bila zgrajena v veliki meri na principu batina je iz raja izašla. Seveda je to povzročilo zelo dolgosežen odmev, ampak še slabše od tega je bilo pa to, da je takrat država izkoristila to priložnost zato, da je utrjevala svoje pozicije v Vojvodini, ki jo je prisajedinila Srbiji, to se pravi anektirala, in v Bosni in Hercegovini, ki jo je tudi hotela prisajediniti, ampak tega ni mogla, predvsem zaradi tega, ker je bil velik odpor proti tej ideji v okrožjih Sarajevo, Tuzla in Zenica. To se pravi tistih, ki so bili ne samo administrativno, temveč tudi gospodarsko najpomembnejši deli Bosne in Hercegovine takrat. Srbija oziroma velikosrpska politika pa tega ni hotela izpustiti z rok, zato je izkoristila to priložnost za ustanavljanje svojih paravojaških enot. Zato, da bi ne samo politično, ne samo administrativno obvladovala to področje, tudi gospodarsko, recimo v rudnikih okrog Tuzle so bili upravne strukture popolnoma srbske, v Tuzli so bili v mestni upravi Srbi, zaposleni in občani so bili pa v glavnem muslimani in katoliki. Se pravi, da je prišlo tukaj potem še do dodatnega konflikta, ki je bil v bistvu verski konflikt. Ko vas takole poslušam, doktor Jezernik, se mi zdi, da opisujete neko politično dogajanje, v katerem vsi vpleteni, tako tisti na oblastni strani, kakor seveda oni v globoki opoziciji, ki se nekako zbira ali koagulira okrog komunistične partije Jugoslavije, da se tako eni kakor drugi obnašajo nespametno, brez razmisleka o srednje, kaj šele dolgoročnih posledicah svojih politik. Ampak, če je interes oblastnikov jasen, razumljiv, otipljiv, in je torej nuja potem, da bi razmišljali toliko manjša, ker je vse jasno, se mi zdi, da je seveda na strani komunistične opozicije nasprotno, prostor odprt, treba je premisliti, kako pravzaprav premakniti stvari, spremeniti, realne življenjske razmere za naše ljudi. In ko gledamo recimo v Sovjetsko zvezo, v tista prva junaška leta, takoj po oktobrski revoluciji,
vidimo, da partija sicer navzven nastopa zelo brutalno, ne? Ampak navznoter, vsaj v najvišjih partijskih strukturah, vse skozi poteka pravzaprav oster ideološki boj, frakcijski boj, nasprotovanja, polemike, obtoževanja in tako naprej. Poračun bo seveda izstavil Stalin 10 let pozneje, ne? Ko se bo pokazalo, da je bila samo njegova pozicija edina prava. Ampak se sprašujem, ali tak boj, taka debata, taka polemika poteka tudi v jugoslovanski komunistični partiji? Ja, poteka. Tudi zelo brutalno. In sproži se ravno takrat, ko se izpostavi kot velik problem nacionalno vprašanje. Namreč na volitvah 18. marca leta 1923, ko grejo ljudje na volitve še kot Jugoslovani, se vrnejo iz teh volitev kot jasno profilirani Srbi, Hrvati in Slovenci. Kar je posledica seveda vsega tega dogajanja, ki je potekalo v teh 5 letih slabih po nastanku skupne države. Na Hrvaškem se je oblikovala opozicija preko Hrvaške republikanske kmečke stranke, ki je nasprotovala velikosrpski politiki in hegemoniji. Ta stranka je šele morala ustvariti Hrvate, kajti Hrvatov takrat v pomenu, kot jih poznamo danes, še ni bilo. Takrat recimo Dalmacija je bila posebna država, bila je recimo socialdemokratska stranka za Hrvaško in Slavonijo. Dalmacija je bila posebna stranka, ne? In ko začne nastopati ta HRSS stranka, mora najprej delati na tem, da ustvari Hrvate. In to se potem najde odmev tega tudi v Sloveniji, ko začnejo slovenski politiki s predvolilno kampanjo za volitve leta 1923, nočemo se ne pohrvatiti, ne posrbiti, ampak pohrvatiti je na prvem mestu. Hočemo biti Slovenci, zato je pa treba na Slovenskem ustvarjati Slovence, na Hrvaškem iz kmečkega prebivalstva ustvarjati Hrvate. In seveda tu nastopi ločnica, ki se nujno odrazi tudi znotraj partijske diskusije. Te diskusije so bile že zelo zaostrene, takoj, ko je bila stranka potisnjena v ilegalo. Najprej se je znašla pod udarom tako imenovane Obznane, ki je bila direktni odgovor oblasti na stavke v Sloveniji in Bosni, in potem nekaj mesecev kasneje še zakona o zaščiti države. Takrat je vprašanje, kaj s partijo narediti, kako jo organizirati. Ampak ne smemo pozabiti, da partijo vodijo takrat v glavnem ljudje iz Srbije. Vsi vodilni komunisti v tem obdobju so Srbi. Triša Kaclerović, Filip Filipović, Sima Marković, Kosta Novaković in tako naprej. Vse to so Srbi. Zato so komunistična partija iz vidika Narodne radikalne stranke tudi tak problem. Oni so Srbi, ampak ne delujejo na velikosrbskem programu. Potem, ko pa pride do tega jasnega izraza ljudi, da se ne čutijo več Jugoslovane, ampak da se čutijo pripadnike hrvaškega, slovenskega in srbskega naroda, pa se tudi v komunistični partiji Jugoslavije pojavi zelo močna struja ravno v Zagrebu, ki je najpomembnejši industrijski center, kjer je največ industrijskega proletariata, in ta struja, ki sčasoma potem tudi prevzame vodilno vlogo, izpostavi nacionalno vprašanje kot najpomembnejše vprašanje.
Se pravi, ni več najpomembnejše vprašanje socialistična revolucija, nastanek socialistične federacije balkanske in vključitev v Sovjetsko zvezo, ampak rešitev nacionalnega vprašanja. Ko je bil eden vodilnih jugoslovanskih komunistov, Sima Marković, on je bil eden najbolj izobraženih članov komunistične stranke, bil manj kot 25 let star, pa je že bil docent za matematiko na Beograjski univerzi. No, on je leta 1923 objavil knjigo o nacionalnem vprašanju Jugoslavije, v katerem ugotavlja, da so se Srbi, Hrvati in Slovenci zgodovinsko razvili v preteklosti zaradi razmer, v katerih so živeli, vsak v svojo narodno skupnost. Ampak pravi, da so ostali si tako blizu, da še zmeraj lahko ustvarijo en narod. In njegovo razmišljanje je šlo v tej smeri, da bi se ta problem dal rešiti z ustavnimi spremembami, tako da bi se dale velike avtonomije posameznim delom te skupne države, da bi onemogočilo se s tem trenja na etnični osnovi in da bi na ta način dobil večjo možnost razredni boj. Ta ideja je potem bila predmet zelo ostre kritike iz radikalne leve struje komunistične partije, najprej strani srbskih kolegov, Triša Kaclerović, Moša Pijade in taka imena so zelo močno udrihala po Simi Markoviću, ki je kasneje postal simbol tistega, kar je najslabše v komunistični partiji. Zakaj? Zaradi tega, ker takrat, ko je bila obznana sprejeta, ni rekel vsem gremo na boj, čeprav bi bilo v tem boju ogromno pobitih, ampak so razlagali, da bi bil revolucionarni krst in na ta način bi se razvile revolucionarne tradicije, kar bi okrepilo možnosti za revolucijo v skupni državi. In te radikalne struje, ki so potem sčasoma prevladale v drugi polovici 20. let, so se zavzemale ves čas samo za oboroženo ustajo. In so jo tudi napovedovale, zlasti leta 1929, ko je kralj Aleksander razglasil diktaturo, čeprav seveda za to ni bilo nobene resne možnosti, da bi taka zadeva uspela. Rezultat je bil samo ta, da je veliko mladih fantov končalo svoje življenje. Na drugi strani so se pa krepile te paramilitaristične, vojaške, policijske in orožniške velikosrbske strukture. Pravite, ne? Ko je bila komunistična partija Jugoslavije potisnjena v ilegalo, ne? V 2 korakih recimo, ne? Je bilo vodstvo razmeroma očitno v rokah politikov iz Srbije, ne? Potem je bilo seveda treba natanko zaradi zaostrenih mednacionalnih odnosov v Jugoslaviji najbrž vsaj, kar se tiče etnične, narodne sestave, vodstva komunistične partije, zadeve nekoliko pluralizirati, heterogenizirati. To vse lahko razumem, ampak komunistična partija Jugoslavije je bila v takšnem položaju, da je slej ko prej potrebovala nekaj pomoči od zunaj, iz Sovjetske zveze, oziroma je morala najbrž slediti politiki, ki jo je intonirala Kominterna, sedežem v Moskvi, ki je bila eno izmed zanesljivih orodij sovjetske mednarodne državne politike. Ne? Pa se sprašujem, v kolikšni meri so na te
premike znotraj partije vplivali v Moskvi s svojimi interesi, koliko so pa vsi ti premiki, ki ste jih opisali, se pravi od bolj ali manj izključno srbskega vodstva v recimo bolj pisano vodstveno strukturo, koliko je pa to bilo vendarle pač posledica neke inherentne notranje jugoslovanske komunistične partijske dinamike, logike? Ja, najprej je vsekakor šlo za notranjo logiko. Namreč, ko je prišlo do konflikta med levim in desnim krilom, nobeden od teh ni bil dovolj močan, da bi upravil z drugim. Zato sta oba dva klicala na pomoč Moskva kot razsodnika. Moskva se ni hotela vmešavati dolgo časa, se je hotela držati po strani. Ampak sta jo ves čas zlasti leva struja vključevala in klicala na pomoč in ves čas delovali na ta način, da so oni svoje početje predstavljali kot početje v skladu z politiko Kominterne. S to politiko Kominterne in Komunistično partijo Jugoslavije so seveda že od samega začetka zelo zanimivi problemi in vprašanja. Recimo, Komunistična partija Jugoslavije je vstopila v tretjo internacionalno kot ena prvih partij, svojega članstva pa v tem niti ni v redu obvestila. Tako da članstvo ni vedelo o 21 pogojih, ki jih mora članica Kominterne, to se pravi komunistična partija, ki se s tem imenuje potem tudi sekcija Kominterne. Komunistična partija Jugoslavija, sekcija Kominterne je potem bilo njeno uradno ime, izpolnjevati. Na te pogoje so opozorili šele skupina, ki je odpadla od stranke, to so pa stari srbski socialni demokrati, katerim so se pridružili tudi hrvaški socialni demokrati in nekateri slovenski. Ampak vodilno jedro je predstavljala ta nekdanja srbska socialna demokracija. Recimo med njimi je bilo najbolj znano ime Dragiša Lapčević, ki je bil dolgoletni poslanec. Ta opozicija je leta 1920 izdala eno obsežno knjigo svojih pomislekov, Manifest opozicije je bil naslov te knjige, v katerem razlaga svoje zadržke do radikalizacije stranke, ki se je zgodila na prvih dveh kongresih stranke 19. in 20. In tam noter so šele prvič objavljeni ti pogoji za članstvo v Kominterni. Zanimivo, mnogi vodilni pripadniki levega krila so rekli, da z teh pogojev sploh niso poznali. Kar kaže na način vodenja te politike, da so jo vodili na podlagi nekih čustev in nekih računic, privatnih bolj kot ne, brez razmisleka, kaj to zares pomeni, če se sprejme neka odločitev. In ta kritika je potem trajala toliko časa, da je vmešal se sam Stalin na koncu, ki je nastopil kot kritik ideje od Sime Markovića, da je nacionalno vprašanje v resnici buržoazno vprašanje, ki ga lahko se reši s pomočjo parlamenta. Stalin je rekel, da je nacionalno vprašanje orodje za izvedbo revolucije in dejansko od takrat naprej to vse bolj postaja. Jugoslovanska komunistična partija se od leta 1924-1925 naprej vedno v prvi vrsti sklicuje na to, da bo rešila nacionalno vprašanje. In ta zadeva potem traja kot nekake vrste ping-pong, vse do konca 20 let, ko na koncu izključijo iz Komunistične partije Jugoslavije Sima Markovića, ki je imel v
partijskih dokumentih ime broj 1, se pravi številka 1, ne, veljal je za vodilno osebnost. Ne. In potem se partija znotraj države obračuna z njim, tako da ga izključi, pošljejo ga v Sovjetsko zvezo, ker drugače so bili brez ideje, kako se ga znebiti, kako se otresti njegovega vpliva. Tam je dobil neko dokaj postransko službo na nekem inštitutu in v drugi polovici 30 let, v času velike čistke, je tudi on izginil. Ko so po letu 45, zlasti po letu 48, naši vodilni komunisti se zavzemali za rehabilitacijo jugoslovanskih komunistov. 800 vodilnih komunistov je končalo v teh Stalinovih čistkah, ko je recimo sam Tito rekel, da smo jim dolžni dati zahvalo in jih rehabilitirati, Sime Markovića ni nikoli omenil, kot še koga drugega ne. Ja, se prav o tem sem hotel nekoliko podrobneje spregovoriti, dr. Jezernik, namreč tile priimki, ki ste jih omenjali, ne, Marković, Filipović, ne, so popolnoma neznani, ne, medtem ko Broz, Kardelj, Džilas, Ranković, ne, so dobro zapisani v naš kolektivni spomin. Pa se to lahko razumem, to so bili potem ljudje, ki so vodili drugo Jugoslavijo, ne. Ampak vtis imam, da se ta generacija povojnih komunističnih voditeljev ni hotela zares nikoli preveč sklicevati na, recimo, slavno preteklost komunistične partije v prvi Jugoslaviji. To ni bila tradicija, ki bi jo hoteli pravzaprav uporabiti za ideološko samoopravičevanje, ne? Morda smo kaj slišali o poboju stavkajočih železničarjev na Zaloški cesti v Ljubljani, ki ste ga prej omenili, ne? Ampak kako so pa pravzaprav potekale debate v tej prvi komunistični partiji Jugoslavije, prvi v narekovajih, ne? O tem pa nismo slišali ničesar. Zakaj je bilo to tako problematično ali travmatično za vladajoče kadre potem po letu 1945? Zdaj, odgovor na to vprašanje je najbrž veliko bolj kompleksen, kot ga jaz lahko zdajle v teh nekaj minutah ponudim. Ampak bistven element tega odgovora je, da je od leta 40 naprej glavni ustvarjalec, glavni zgodovinopisec Josip Broz. On je na tej konferenci, ni bil niti kongres, konferenca leta 40 v Zagrebu, kjer je bil potrjen za generalnega sekretarja komunistične partije, imel obširen referat, kjer je predstavil svoj pogled na preteklost komunistične partije. On je to strukturiral tako, kot že v redu, da je bila ustanovljena komunistična partija, ampak ta partija je ves čas delala narobe to ali ono, ker so vsi ti voditelji nekaj narobe razumeli. Najbolj narobe je pa razumel seveda v času 20 let Sima Marković. Potem v 30 letih so se pojavile nove figure, ki so narobe razumele stvari, pa narobe sprejemale odločitev. Petko Miletić, recimo, ne, ki je bil tudi glavni konkurent Titu v drugi polovici 30 let za mesto generalnega sekretarja. In potem je to ponovil na kongresu leta 1948. Vmes je imel pa še več pogovorov z raznimi političnimi aktivi ali pa novinarji, kjer je rekel, mi ne smemo dovoliti, da bi kdo pomanjševal ugled in dragocenost našega revolucionarnega boja. Kar je seveda pomenilo, če bi kdo
izražal kakšne dvome v zgodovino, kot jo je on predstavil in kot so jo potem razvijali številni zgodovinarji. Jaz mislim, da je bilo kar precej ducatov takih zgodovinarjev, ki so v tej skupni državi zaslužili si pokojnino in velik ugled, s tem, da so pisali neko zgodovino komunistične partije Jugoslavije. To zgodovino seveda pod narekovaji. Ti nikakor niso izstopili iz okvirjev, ki jih je postavil Josip Broz leta 40 in leta 48. Te, ki so bili zraven Broza po letu 45, omenili ste Rankovića, Đilasa, Kardelja, so pa ljudje mlajše generacije. Oni so lahko izvedeli o svojih predhodnikih samo iz tistega, kar je v njih govorila Kominterna, kar je v njih govoril komunistični tisk, ki jih je pa v glavnem kritiziral. V 30 letih so kritizirali velike napake Sima Markovića. Sami pa se tudi niso poglabljali v ta vprašanja. In tako se je zgodilo, da so oni sprejeli, da je komunistična partija v bistvu nastala šele takrat, ko je vodstvo njeno prevzel Josip Broz. In to najdete tudi tako zapisano večkrat celo od vodilnih politikov skupne države, da je Josip Broz ustvaril komunistično partijo oziroma zvezo komunistov. Se pravi, vse tisto, kar je bilo pred njim, pred njegovim prevzemom vodilnega položaja, je bilo tako kot bolj ali manj nepomembno potisnjeno v neko preteklost, v kateri pravzaprav ni bilo treba imeti nekega mnenja. Važno je bilo, da se je vedelo, kaj se je dogajalo od takrat naprej. Nepomembna predzgodovina, ne? Ja. In to me, kar se zlagoma bliža v sklepu najnega današnjega pogovora, dr. Božidar Jezernik, usmerja še seveda k zadnjemu vprašanju, ne? Ta knjiga, ki jo zdaj končujete, ne? Pišete jo v angleščini. Kaj pravzaprav želite z njo doseči? Na kakšen način naj poseže v to materijo in na kakšen način prevrednoti ali preobrne naš pogled na teh, recimo, prvih 20 let komunistične partije Jugoslavije, teh predtitoističnih 20 let? Ja, jaz mislim, da je to zelo pomembno zaradi tega, ker v teh 20 letih delovanja komunistične partije Jugoslavije se je zaradi načina in okolja, v katerem je delovala ta komunistična partija, zgodilo nekaj, kar je zelo pomembno potem določalo način njenega delovanja tudi naprej. Namreč, ko partija pride v ilegalo, v ilegali ni prav zaželeno, da se veliko razmišlja, treba je delati. In mora biti zelo jasno, kdo naroča in kdo ve, kaj je treba delati in kdo to izvršuje. Skratka, ta situacija je utrdila pozicijo generalnega sekretarja, ki je bil v bistvu oseba, ki je razpolagala z življenjem in smrtjo svojih podrejenih. Že pred Josipom Brozom, recimo Milan Gorkič, je poslal nekoga v Jugoslavijo. Seveda tisti, ki je bil poslan v Jugoslavijo, bil tako rekoč obsojen na smrt. Komunisti so takrat govorili, da so oni itak mrtveci na dopustu. To je bila takratna taka maksima, ki je bila s ponosom sprejemana. Se pravi, imamo to pozicijo generalnega sekretarja, ki razmišlja in odloča samostojno, tako rekoč vsem. To je Tito tudi počel dejansko ves čas svoje oblasti po letu 1945.
Druga situacija je ta, da Jugoslavija sicer ima parlament, ampak parlament ljudje, zlasti tisti, ki v njem nastopajo, ne razumejo kot prostor usklajevanja različnih interesov, ampak razumejo kot prostor, kjer z veliko strastjo predstavljajo svoja stališča in oporekajo drugim, sploh pa ne iščejo skupnih rešitev. To oboje, mislim, da ima še danes v naših politikah na celotnem prostoru bivše Jugoslavije zelo močen odmev. Potem naprej tisto, kar je bilo zelo pomembno tudi za samo zgodovino komunistične partije, ki potem, ko je potisnjena v ilegalo, številčno zelo močno upade, tudi podpora med ljudmi zelo upade, ampak ker jo oblasti uporabljajo kot nekega grešnega kozla, ob vsaki priliki najprej začnejo kazati s prstom na komunistično partijo, s tem iz komunistične partije ne delajo tisto, kar oni hočejo, grešnega kozla, ampak ga prikazujejo kot zelo pomemben faktor v tej državi. In s tem ji utrjujejo neko pozicijo kot tistih, ki se že morajo za nekaj dobrega zavzemati, sicer jih ne bi tako priganjali. In ko pride leto 1941, ko se zgodi okupacija, ko ti vodilni politiki, ki imajo v rokah škarje in platno, razmišljajo predvsem o sebi in o svojem jutri, odprejo velikanski prostor za to komunistično partijo, da organizira odpor. In v tem odporu je na podlagi 20-letnih izkušenj, na podlagi uveljavljenega principa eden razmišlja, drugi delajo, zelo uspešna. In te stranke, ki ne ostanejo vsaj pasivne, temveč aktivno začnejo sodelovati z okupacijskimi oblastmi in s tem samo utrjujejo položaj, samo odpirajo položaj. In možnosti seveda za to, da prevzamejo vso oblast, kar potem, ko jih zavezniki priznajo leta 1943 kot edino tisto silo, ki predstavlja državo, ko jih tako rekoč uzakonijo, seveda dolgoročno poseže v našo zgodovino. In 40 let oblasti komunistične partije je imela za posledico, da je 40 let uveljavljala svoj način vodenja politike. Naši politiki so pa seveda dediči v največji možni meri tega načina vodenja politike, ki je tak, da je v njem zelo veliko strasti, da je v njem zelo veliko podajanja obljub, pa zelo malo tega, kaj konkretno se bo naredilo, da se bo neko obljubo izpolnilo. Nažalost se je v tem času tudi naše volilno telo navadilo na to, da posluša samo obljube, ne spremlja pa, kako se te obljube izvršujejo. Čisto zadnje vprašanje, na kratko. Ali že kaj veste, kdaj bo ta knjiga, vaša analiza delovanja komunistične partije Jugoslavije v medvojnem obdobju, torej ugledala luč sveta? Jaz računam, da bo prihodnje leto. Zdaj imam v prvi fazi 6 poglavij od 9 končanih. To se pravi, ko bom imel še ostale 3, bo treba seveda počistiti, ker so podvajanja, kakšen odstavek bolj sodi v drugo poglavje in tako naprej. Ampak do konca leta računam, da bom imel tekst pripravljen, potem pa te postopki znajo biti dolgotrajni. Recimo Jugoslavia without Jugoslavs je trajalo od takrat, ko sem jo imel dokončano, do izdaje 2 leti pa pol dobri. Želim vam, dr. Jezernik, da bi vam delo dobro, hitro steklo od rok,
Za danes pa seveda najlepša hvala za tale intriganten pogovor in za vsa pojasnila. Hvala vam za dobre želje in za povabilo v pogovor. Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa najlepša hvala za pozornost. Srečno! Glasovi svetov. S tem smo prišli do konca tokratnih Glasov svetov, oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani programa Ars. Sem pripravil in vodil Goran Dekliva, zvočno pa jo je oblikovala Mirta Berlan.